Projekti se bodo sofinancirali iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb, zato so svetniki morali potrditi investicijske dokumentacije, ki so potrebne za prijavo na razpis Ministrstva za okolje. Svetniki so najprej potrdili obnovo skateparka, ki naj bi bila končana že v maju 2019. Projekt je vreden 540 tisoč evrov, od katerih bo občinski delež 108 tisoč evrov. Menim, da si Maribor zaslužil, tako lokacijo oziroma infrastrukturo, ker bo možno tudi prirejanje meddržavnih oziroma svetovnih, seveda, tako kot tudi lokalnih tekmovanj. Pohvalil bi predvsem iniciativo Maribor za skatepark, ki se je ves ta čas, maksimalno angažirala, sodelovala z strokovnimi službami, z upravo in hvala Bogu, da uprava končno po vseh teh letih temu prisluhnila. Med najdražjimi včeraj potrjenimi projekti bo prav gotovo obnova Lenta, ki bo stala kar 11,5 milijona evrov, pri čemer bo občina prispevala 4 milijone. Za nas je zelo pomembno, da se popravi velika napaka, ki je bila v preteklosti urbanistično narejena v mestu Mariboru, to je, da se je celotna prenova Lenta prometno podredila avtomobilom. Iz tega razloga tudi Lent niti ni nikoli zaživel. Že samo to, da med lokali in med reko obstajajo parkirani avtomobili, je, neverjetna ideja, grozljivo, tako da ozki pločniki brez infrastrukture za kolesarje. Tudi obnovo promenade v mestnem parku v vrednosti 880 tisoč evrov, kjer občinski delež znaša 166 tisoč evrov, so svetniki potrdili brez glasu proti. Ker je Zavod za varstvo kulturne dediščine za svojimi smernicami dal takšne pogoje, da projektant ne more vključiti stvari, ki ne bi sodile v ta spomenik nepremične kulturne dediščine mesta Maribora. Prav tako je večina svetnikov podprla model javno-zasebnega partnerstva pri energetski sanaciji 24 občinskih objektov, kjer bo zasebni partner podjetje Petrol. Lastnimi sredstvi mestne občine Maribor, nekaj manj kot 2 milijona evrov, bomo tako uspeli posanirati približno 24 objektov, kar je pozitivno. Z Evrope bomo počrpali nekaj manj kot 4 milijone evrov preko Ministrstva za infrastrukturo in zasebni partner bo v tem primeru približno investiral 7,2 milijona evrov. Kljub vsemu so se svetniki spraševali, zakaj morajo projektno dokumentacijo potrjevati zmeraj v zadnjem trenutku. Žal vlada oziroma ta služba Vlade Republike Slovenije za kohezijsko politiko je pozno izdala te razpise in mi smo vezani na te njihove roke, vsi po Sloveniji, ne samo Mariboru, in smo vezani na njih, to ni odvisno od nas, ampak dejansko od Vlade Republike Slovenije. Svetnike pa je med drugim skrbelo morebitno zadolževanje občine, vendar je župan Pelko zatrdil, da je občina v tem mandatu poplačala vse stare odškodnine za radarje, Veolijo in dolg do čistilne naprave v Dogošah. Zato tudi v morebitnem najemu dodatnega kredita za preomenjene projekte Pelko ne vidi težave. Po besedah direktorice mestne uprave kredit ne bo namenjen zgolj za plačilo lastnih sredstev, ampak tudi za zalaganje, saj bo država svoj delež verjetno plačevala zamikom.